Prisrčen pozdrav, ljubitelice in ljubitelji športa, zlasti nogometa, dobrodošli na Sport klubu. Čas je za nov Sport klubov special, tokrat pa kličem iz Ljubljane južneje, v južno sosesko in sicer v Rijeko, na Rijeko, kjer je Simon Rožman, izjemno uspešen trener na slovenskih tleh, sicer spada med tiste, ki so še v tej mlajši generaciji, ampak absolutno nekdo, v katerem pravzaprav zdaj že evropsko gledano vidijo velik potencial. Simon Rožman na drugi strani linije. Simon, lep pozdrav. Lep pozdrav Slovenijo. Ja, Simon, nekako sem seveda v tem času korone in vseh teh karanten, takšnih in drugačnih omejitev začel s temi intervjuji nadaljavo. Veseli me seveda, da si na voljo za tale pogovor. Verjetno bi v nekem drugem času, če te karantene oziroma korone ne bi bilo, zdaj najbrž se ukvarjajo z nečim drugim. Čeprav po eni strani si vendarle v nekem procesu treninga. Ja, res je. Nekako mi počasi izteka ta samoizolacija, se pravi, ko sem prišel mejo s Hrvaško, je obvezna samoizolacija 14 dni. Mislim, da smo se v klubu zelo dobro znašli, da nekako sam in moj pomočnik Aleš Kačičnik smo nastanjeni tukaj na Rujevici v našem kampu. Imamo, odlične pogoje za življenje in hkrati smo, bi rekel, dovolj oddaljena v smislu zdravstvenih vseh mir, hkrati pa dovolj blizu, da lahko vse spremljamo od blizu. In moram reči, da zaenkrat smo vsi zdravi, se zelo dobro počutimo in pač izkoriščamo, ta čas izkoriščamo oziroma te mere, ki so nam bile dane za začetek procesa treninga, jih normalno vsi upoštevamo. In ja, če odgovorim na vprašanje, sigurno, če bi bila zadeva v normali, bi se počasi prihajali proti koncu prvenstva, upam, da tudi proti koncu pokala, da bi prišli do samega zaključka in bi ta trenutek bil sigurno adrenalinsko zelo drugačen kot ta moment, ampak tako kot sem rekel, smo na delovnem mestu, je čas mogoče za neke druge stvari, za neke obsežnejše analize in hkrati, tako sem rekel, v bistvu praktično začenjamo pripravljalno obdobje in zaenkrat poteka vse po najlepšem redu. No, pravzaprav skoraj že tretje pripravljalno obdobje v tej sezoni. Zdaj, tam konec februarja, začetek marca je bilo najbrž zgolj vprašanje časa, kdaj se bo zgodilo to, kar se je zgodilo, se pravi ustavitev tekmovanj, športnih tekmovanj in tudi ostalih, pravzaprav posod po svetu. Vsaj v veliki večini imamo še 3-4 države, kjer se prvenstva sicer odvijajo. Neki taki otočki, bom rekel, na temle karti na zemljevidu. Kako ste reagirali praktično pri Rijeki? Hiter proces, tako imeli pravo idejo, kako zadeve reševati? Kakšna je bila v bistvu vaša prva reakcija na vse skupaj? Ja, mi nekako po končani tekmi z Hajdukom doma smo se normalno pripravljali na naslednjo tekmo. To je bil naš derbi de la Učka, se pravi z Istro. In nekako sredi tedna so začele prihajati informacije iz Slovenije. Jaz moram reči, da vsi v klubu smo imeli zelo odprte oči, kaj se dogaja v naši bližini in moram reči, da sestanek v četrtek je že nakazoval v smislu pridobivanja informacij iz Italije in iz Slovenije, da prihaja nekako za dan ali dva zamikom na Hrvaško in mislim, da smo se zelo hitro, zelo pametno odločili vsi skupaj z upravo kluba. To pomeni, da smo v petek že sklicali sestanek z igralci, kjer smo jim dali natančna navodila, da smo jih nekako spustili v domače karantene, postavili zelo stroge pogoje in nekako v pričakovanju naslednjih dni bili pripravljeni vse scenarije. Sam sem tukaj čakal še kar naslednjih nekaj dni, ko so se pa začele zapirati meje, potem smo pa nekako zapustili Hrvaško, se pravi jaz in Aleš smo se vrnili v Slovenijo, tujce nekako smo spustili domov, kajti nakazovalo se je, da bo to šlo za neko hujšo obliko, torej pandemijo. In po drugi strani, ko se začnejo zapirati meje, mislim, da je to po človeški plati normalno, da smo spuščali igralce domov in vse do 10 dni nazaj, nekako, ko se je naša zgodba spet začela, je zadeva potekala na ta način. Ti si se vrnil oziroma s tvojim pomočnikom na Hrvaško. Ta karantena bi seveda nekako moraš biti v izolaciji, moraš biti odsoten od vsega skupaj, ampak reakcija kluba, reakcija vseh vas, ki ste vpleteni v zgodbi, je bila praktično fenomenalna. Izkoristili ste vse možnosti, ki so dane, nek tudi svoj trenažni trening center, ki ga Rijeka ima, in preuredili nek mini apartma, neko suito so ti pripravili.
Ja, drži. Že od začetka smo bili nekako v tem vmesnem obdobju, kjer smo z igralci trenirali preko vseh video aplikacij, enostavno nismo želeli nič prepustiti na ključju. Moram zelo pohvaliti igralce, da so v tem vmesnem obdobju se držali vseh navodil, je pa res, da smo imeli tudi zelo dober monitoring. Ko se je pa zadeva, bom rekel, spet počasi kazala v to obstoječe stanje, smo se nekako v klubu dogovarjali za najboljšo možno opcijo in tako ste rekel, imamo izjemno modern trening center, kjer je pač to bilo mogoče narediti in tako sem rekel, dovolj daleč zaradi zdravstvenih omejitev, pa dovolj blizu za kontrolo celega procesa in tako sem rekel, jaz mislim, da je to bila iz naše strani ena zelo pametna ideja, zelo logična ideja in v teh 10 preteklih dneh mislim, da so mi s pomočniki smo opravili eno dobro delo za, bi rekel, začetek teh mini priprav. Ta pozicija pogleda na igrišče je verjetno nekje z vrha navzdol. To je praktično verjetno sanjski apartma za marsikaterega navijača, ne samo Rijeke, ampak povsod po svetu. Ja, drži, v tem momentu je nekako predsednik, ki je trenutno v Dubaju, se ne more vrniti, se pravi, da sem v njegovem apartmaju, kjer je praktično razgled na cel kamp, vidi se vsa igrišča, tudi tukaj iz terase je dejansko možen dostop na daleč komunikacije v živo v tem momentu, tako da ja, to je sigurno ena pozicija, iz katere bi si verjetno vsak navijač želel gledati tekme. Kakšen je pogled na igrišče v smislu prizadevnosti fantov, ki jih zdaj lahko spremete? Na kakšen način poteka samo treniranje? To pomeni, da je to samo individualno, vsak neka svoja žoga, se pravi, se dela zgolj na neki tehniki ali že lahko greste v neke določene sisteme igravanja? Hrvaška nogometna zveza je zelo hitro dala vsa navodila, na kakšen način se treba obnašati v trening centrih. Mi smo nekako v samem začetku, par dni pred uradnim odprtjem po skupinah, smo dovolili igralcem samo vstop v kamp individualno, ker enostavno so prišli direktno iz hišne izolacije in da so, bom rekel, bili na svežem zraku. V tem tednu, ko so se pa odprle, tako sem rekel, nogometna zveza je dala zelo stroga navodila, to pomeni, da vsak, ki prihaja v kamp, lahko je samo 5 igralcev in en trener in en fizioterapeut, se pravi, se mu najprej na vhodu v kamp zmeri temperatura, če je primerna, normalna, lahko vstopi v kamp, kjer ima točno določeno mesto, kjer se samo preobuje, se pravi, da prihaja v nogometni opremi. V tem momentu je dovoljeno trenirati v skupinah po 5 igralcev. Zelo stroge so omejitve, kar se tiče se pravi, distanc med igralci, tako da nekako se prilagajamo. Gre za en velik izziv tudi za nas trenerje, kjer poskušamo pripravljati vsebine, ki bi bile podobne nekako pravim nogometnim treningom v skupinah, ampak jih je pač dejansko treba individualizirati. To je tudi za nas en, bom rekel, poseben moment, da poskušamo pripraviti treninge, da se držimo vseh teh mir. Je pa res, da je to še daleč od nekega uigravanja, kakorkoli, neke moštvene taktike, daleč od tega, gre za nek individualen pristop. Smo pa mislim, da tukaj v tem momentu to zelo dobro izkoristili, da poskušamo vsakega igralca, ki smo ga zanalizirali, nekako mu naredili načrt in preko možnosti teh treningov poskušamo njega v tej individualno tehnično-taktični smeri izboljševati. Tako da mislim, da smo se znašli v dobri meri. V tem tednu prihajajo testi, se pravi, vsi igralci v Hrvaški ligi naj bi bili testirani. Ta 0. test, čez 5 dni se ta test ponovi in v primeru negativnega vzorca, se pravi vseh, se bo potem Hrvaška nogometna zveza odločala v naslednjem koraku. Se pravi, trenutno smo v tem prvem koraku odpiranja, držanja teh vseh mer, ki so predpisana in, bom rekel, tega prvega kontrolnega testiranja. Potem bomo pač počakali, kakšni bojo ukrepi za prehod v fazo 2. Čeprav razumem, tendenca in želja je, da se prvenstvo to obstoječe, ta sezona 2019-2020 nekako zaključi v nekem doglednem času. Zagotovo se bo vse skupaj malce pomaknilo v poletne mesece, ampak želja pa je, da se nekako zaključi, bodi si po prvotnem sistemu, ki je bil predstavljen, ali so v igri morda še kakšni drugi sistemi, zaključki, play-offi, ne vem, ena finalna tekma in tako dalje.
Ne, v tem trenutku je Hrvaška zveza dala zelo jasna navodila, kar pomeni, da do 20. maja, 20. maj je zadnji rok za odločitev, ali se prvenstvo nadaljuje ali se konča. Se pravi, 20. maja bo ti zadnji datum, kjer lahko vsi klubi dajo vsa zagotovila in vse prepreke, ki so na tej poti, in je 20. maj tisti trenutek, kjer se bo točno vedelo, ali se potem 13. junija, to je zadnji možen rok za začetek prvenstva, ali je to možno speljati. Predhodni rok je 30.5. za začetek prvenstva. Sam osebno sem malce skeptičen, da bi vse te mere in vse stvari lahko do takrat se speljale. Tako da 13.6. je dejansko zadnji rok, kajti 3. avgust je zadnji rok za končanje prvenstva in glede na število krogov, ki mora biti odigrano in pokal, enostavno v datumu ne gre drugače kot po tem scenariju. In tako je bilo tudi na zadnjem seminarju preko video seminarja rečeno, da je 20. maj zadnji rok za odločitev Nogometne zveze Hrvaške. Pravi, neko gnetenje tekem na manjši čas ne pride nekako upoštev, ali vendarle? Gre za zelo strnjen urnik, pomeni, mislim, da je 6krat po tekme sreda sobota, če dodam še pokal, tako da gre za zelo strnjen urnik. Je pa res, da je tudi zadnji predlog bil sprejet, ni še uraden, da bi lahko v tem zadnjem ciklu prvenstva, gre na zadnje za bom rekel, državo, kjer so zelo od Splita, Istre, Rijeke in tako naprej, zelo visoke temperature v tem poletnem času, da bi lahko šlo tudi v mini spremembo pravil. To pomeni, da bi lahko bilo zdaj v tem zadnjem obdobju celo 5 menjav. Govorim, vse to so ideje, to so rešitve, uradno pa v tem trenutku ni še nič od tega. Ta ideja je tudi zdaj že v bistvu malo na globalni ravni. Mislim, da jo je tudi FIFA že malce omenjala v zadnjem času, sploh zaradi tega, ker se bodo te tekme ponavljale na nekaj dni, bi obraba telesa, materijala, ne rekovajih rečeno, bila toliko večja. Koliko računaš res tistih skupnih priprav je minimalno, da se lahko v tak podvig v bistvu zagrizete v tak podvig? V samem začetku je moje mnenje osebno, da po tako dolgem času, se pravi mesec dni in več, praktično ne treniranja organizma, kljub temu, da so igralci vzdrževali nek obseg v hiši, je moje mnenje najmanj 4 tedne, če želimo igralce ohraniti v nekem normalnem zdravstvenem stanju, v tako zgoščenem ritmu. Normalno je, da teh 4 tednov ne bomo videli, je pa res, da s temi treningi nekako individualnimi in s prilagajanjem temu, mislim, da bi lahko 30. maja že lahko odigrali tekme, ki sigurno ne bojo še na nekem najvišjem nivoju, bo pa to približje k ničemu. Tako da, če primerjam Slovenijo, kjer želijo v 14 dneh začeti s prvenstvom, bi lahko rekel, ali pa celo apeliral, z odzivom mojih igralcev, ki so bili zelo disciplinirani, zelo profesionalni in zdaj nekako je 14. dan, pa moram reči, da niti približno ne bi bili pripravljeni na neko nogometno tekmo za 90 minut, kjer njih ne bi postavila pod en zelo velik riziko poškodb. Tako da bomo videli, ogromno se pogovarjamo z drugimi izhodiščnimi trenerji, zdravstvenimi službami, kako to zadevo nekako uskladiti, ampak tako sem rekel, ni to v naši domeni. Poskušamo biti pametni, mi smo si 30.5. zadali za cilj, da bi bili zmožni odigrati tekmo, je pa to ena velika specifika. Pogovarjal sem se z ogromno trenerji, starejšimi, ampak praktično nihče nima izkušenj, da bi se to zgodilo med sezono in v takšni obliki, tako da bo rekel, vsi smo tukaj nekje na začetku, vsi plavamo v neki megli, da ne rečem drugače, ampak tako sem rekel, jaz za našo ekipo lahko rečem, da bi nekje 30.5. v normalnih okoliščinah bi bili pripravljeni za igranje tekme. Zdaj, jaz sem se malo informiral tudi okrog tvoje, bom rekel, zgodovine, v smislu igranja nogometa v poznih najstniških letih in potem kasneje prestopa med trenerje ali pa te želje. Ne. Zdaj, moj informator pravi, da si kot zadnji vezni že takrat nekako usmerjal svojo kariero tudi v trenerske vode, da nekako nisi zagrizel v idejo, da bi Celjani nekako igral takrat v prvi ekipi, ampak si se odločil tudi za študij na fakulteti za šport. Torej nisi taval v megli, ampak si imel že takrat neko svojo idejo, kaj želiš.
Ja, jaz moram reči, da zelo jasno. Nekako po končanem mladinskem stažu, jaz sem bil praktično že 2 leti priključen članski ekipi, takrat pod vodstvom trenerja Levskija, potem kasneje Pušnika. Ampak enostavno je moja pot šla v smeri šolanja. To pomeni, da bilo je več faktorjev, en mogoče bolj kot anekdota, kot kaj druga je bilo tako, da sem imel Zoisovo štipendijo, pomeni štipendijo za nadarjene, takrat naprej gimnaziji v Celju, in enostavno je bila, bi rekel, ponudba Celja manjša, v smislu podpisa profesionalne pogodbe, kot pa ta štipendija, da nadaljuješ študij, pa ni bil denar tisti odločilni, da se seveda razumem, ampak govorim samo o anekdotah. Bil sem mogoče tudi zelo realen, da je takrat v Celju bila zelo močna ekipa, in ko si ti 5., 6. nekako igralec po kvaliteti realno, sem vedel, da v zelo kratkem času ne bom dobil priložnosti, in sem se že takrat odločil za študij, ki mi je pa hkrati enostavno takoj, bi rekel, preusmeril fokus na željo po biti trener, se pravi, prestopiti, bi rekel, na drugo stran, čeprav v športu smo vsi na eni strani, in sem se zelo, praktično mislim, da že v prvem letniku faksa priključil nogometnemu klubu Celje kot trener najmlajših selekcij, ko je ta moja trenerska kariera se zelo, zelo hitro začela. Sem pa normalno še ob tem v tistem obdobju igral rekreativno nogomet za Kuvina Štore, takrat 3. ligaša, tako da nisem, bi rekel, takoj kopačke obesil na klin, ampak se je ta nek rekreativni del še nadaljeval, s tem pa bom rekel, začela se moja trenerska kariera pri najmlajših selekcijah Celja. Zdaj, tudi s to kontrolo, v bistvu, kot nek vodja mladinskih selekcij, kako se je funkcija pač imenovala, si v bistvu rastel, nabiral neke izkušnje, poznal si popolnoma ustroj funkcioniranja samega kluba in v nekem trenutku verjetno naravna pot, da se stopi tudi v vlogo prvega trenerja takrat celjske ekipe, čeprav v bistvu za relativno manjše oziroma kratko obdobje v tistem času, eno praktično sezono. Ja, jaz moram reči, da zadeva je zelo, zelo zanimiva. Praktično sem dal vsako leto, se pravi, začel sem pri U6, potem U8, U10 in tako naprej, praktično dal vse selekcije skozi, ogromno izkušenj, ki so zelo, bom rekel, primerljive z današnjim poslom. Večkrat sem imel težave v narekovajih z starši, z zunanjimi okoliščinami, ampak vedno je bil proces dela tisti, ki me je vedno gnal naprej, delo z otroci, nek pedagoški instinkt in tako naprej. In izjemne izkušnje dobivaš preko otrok v teh mlajših kategorijah. Ogromno krat sem v tistem vseh, mislim, da je bilo 11 let v Celju v nižjih selekcijah, sem uletel tudi v člansko ekipo, pomeni, ko so se zamenjali trenerji, pa sem potem bil teden, 2 in tako naprej, in že takrat sem rekel, da bi si nekoč želel ta posel upravljati. Potem pa, ko je prišla priložnost, se pravi po Milošu Rusu, ko je Celje bilo v neki nezavidljivi situaciji, v borbi za izpad, zahvala takratnemu športnemu direktorju Ambrožu Krajncu, da nekako je imel to žilico ali pa bi rekel pogum, da me kot zelo mladega trenerja postavil za prvega trenerja moštva. V prvi sezoni, tistih zadnji mesec dni, smo nekako obstali v ligi, v naslednji sezoni pa potem, mislim, naredili en vrhunski uspeh za eno dobro igro. Taki so nekako začetki, moji spomini na ta začetek. Zdaj, nekateri pravijo, da je zelo težko priti iz teh U6, U8 in tako naprej v nekem doglednem času potem do članske ekipe resnega nogometa, da ne govorimo ravno o 3. ligi v svojem mestu ali pa v svojem okrožju. Kako si v bistvu to avtoriteto gradil na začetku članske zgodbe, da so te sprejeli kot nekoga, ki je pa zdaj trener te članske ekipe in ne več nekoga, ki je trener mlajših selekcij v klubu? Pot sigurno ni bila lahka, predvsem bi rekel, mogoče je bila prednost, ker sem vse te igralce poznal, ker dejansko so šli preko naših rok, se pravi vseh trenerjev, bili so zelo mladi igralci in je mogoče ta štart bil malce lažji. Je pa res, da ogromno sem takrat tudi poslušal starejši trenerji in tako naprej, in en trener svih trenera, se pravi Čiro Blažević, je na enem intervjuju dejal, da je samo znanje avtoriteta. In se pravi, igralska kariera in tako naprej ti lahko daje v začetku neko prednost, ampak potem je samo znanje tisto, ki te drži, bi rekel, nad vodo kot samega trenerja. Ko pa govorimo o znanju, govorim pa o tem, da igralci te sprejmejo takrat, to je pač moje mišljenje, ko jim ti
poveš v smeri, kaj, če boš naredil to in to, se bo zgodilo to in to. In pomeni, da neko predvidevanje z nekim dobrim načrtovanim delom in ko igralci to dosežejo, se pravi, ko igralci vidijo v tebi, da dejansko ti njim koristiš, če bi se tako malo grdo izrazil, potem bom rekel, stopijo na tvojo stran in potem od tu naprej mislim, da je samo znanje tisto, ki ti gradi avtoriteto pred njimi, ne glede na leta, ne glede na pretekle izkušnje, ne glede na pretekle uspehe, ker živi se samo tisti trenutek in nekako to je bil edini, bi rekel, adut moj v samem začetku. Zdaj, rezultatsko tudi gledano, ne? Sezona 2014-2015 zelo, zelo uspešna v končni fazi. Izjemno uspešna. Jaz mislim, da takrat praktično smo bili hit, predvsem bi rekel z nekim novim modelom igre, z izjemnimi prehodi, z ogromno teka, ogromno dinamike, z izjemnimi igralci, mladimi, perspektivnimi, ki z eno absolutno visoko željo po napredku, po svojem napredku v smislu prodaje in afirmiranja na večji sceni za več denarja, izjemno skromne razmere, kar se tiče financ za takratno obdobje, ko se spominjam za nazaj. Je pa res, da se nam je nekako rezultatsko poklopilo, drugo mesto, ogromno nekih rekordov se spomnim, mogoče grenek preokus finale pokala, kjer nismo bili na nivoju, ena izjemna izkušnja, bi rekel, za mene in en res lep spomin, da v matičnem klubu nekako to lahko doživiš. Kako težko je pol bilo v bistvu videti v Domžale vlogi, povsem drugačni vlogi, v bistvu ne za prvega trenerja, ampak nekoga, ki ima spet nadzor nad različnimi deli segmentov v samem klubu. Spet z neko opcijo, da se v nekem momentu verjetno predstaviš na mesto glavnega trenerja, kar se je v končni fazi tu zgodilo. Ja, jaz bi sam še končal, bi rekel, epizodo v Celju, enostavno potem po tej zelo uspešni sezoni bi rekel, se nismo več znašli, oziroma so se apetiti toliko povečali, da enostavno nismo tega mogli zdržati. Roko na srcu tudi začetek sezone v rezultatskem smislu je bil zelo slab, predvsem pa bo neko klub, športni del kluba, to je pač moje mnenje, takrat zelo, zelo prehitev vse ostale dejavnike, in sam sem želel, da bi pač klub rasel hitreje v vseh ostalih segmentih, ker v športnem delu enostavno je vse to, bi rekel, prehitel. Ko sem videl, da temu ni tako, sem enostavno se odločil, da enostavno želim še več in enostavno sem se takrat odločil v trenutku, tako sem rekel, hkrati pa tudi rezultat ni bil daleč od tega, praktično je bil slab in je bil trenutek za razhod. Potem zelo hitro je sledil klic iz Domžal, kjer so si želeli vzpostaviti model, kakršnega smo mi nekako začeli v Celju. To pomeni model kluba, kjer bi lahko preko članske ekipe vseh mlajših selekcij nekako poenotili, da bi vsi ti mlajši igralci lažje prehajali v člansko ekipo in ta filozofija, se pravi vzgoja mladega igralca, poskušati ga spraviti na večji nivo, normalno ga v želji transferirati in hkrati biti v vrhu slovenskega nogometa, je bila tista osnovna želja in zelo hitro smo našli skupni jezik in dejansko začeli, bi rekel, neko obdobje v Domžalah. Osebno moram celo reči, da mi je malce žal, da je Luka zelo hitro, bi rekel, zapustil Barko oziroma šel naslednji korak v Olimpijo, ker mislim, da smo v tistih parih mesecih naredili zelo poenotili stvari, naredili eno ogromno delo, nekako povezati članski in mladinski nogomet, ogromno je bilo strokovnih programov narejenih v tem obdobju, je pa res, da je Luka takrat septembra potem odšel v Olimpijo in smo jaz kot strokovni koordinator vseh selekcij nekako prevzel vodjo, se pravi vodjo strokovnega tima, pomeni trener članske ekipe. Nekako v teh 2-3 sezonah kasneje vam ni uspelo, se pravi Domžalam ni uspelo nikoli napasti res na polno prvega mesta na razpredelnici, ne v našem prvenstvu. Nekako se drži to 3., 4. mesto za Domžale, vedno tule nekje, Evropa, zadovoljstvo potem nastane s to Evropo. Ne. Tisti, se pravi, predlanski sezoni ste bili 3. in ste dosegli tudi največ golov, mislim, da v sezoni. Sezono kasneje, se pravi to letošnjo sezono, ne, pa štartali v bistvu zelo povsem kontra tistemu, kar smo gledali eno leto prej. Drži. Jaz mislim, da, to je seveda moje osebno mnenje,
da smo delali izjemen posel, glede na, bi rekel, na vlože, glede na konkurenco, govorim tisti, ki so bili izpred, se pravi pred nami. 3 leta, mislim, da 3-krat tretji, enkrat pokal, praktično enkrat četrti predkrog, enkrat tretji, 2-krat drugi predkrog Lige Evropa, ogromno transferjev, se pravi, ogromno igralcev smo spravili nekako na višji nivo, bi rekel, tudi klubu s tem pomagali do normalnega poslovanja. Športni del mislim, da je zagotovil ogromno sredstev na ta račun in to so bila vsa, bi rekel, dejanja, ki črpajo. Praktično moram reči, da po zadnji sezoni sem bil izjemno izčrpan, ogromno je bilo vseh teh projektov in nekako po 3 letih je enostavno odmogla priti ta pad, ki si ga sicer nihče ni želel, ampak enostavno konstantna produkcija, konstantna menjavanje ekipe, konstantni začetki. Zelo težko smo iskali formule po Evropi, se pravi, da smo vedno padli v neko črno luknjo, pa smo 3-krat naredili različno strategijo, kaj narediti v tem obdobju, enostavno nam ni uspelo. In letošnjo leto pa definitivno, tako kot sem rekel, jaz sem imel ogromno zdravstvenih težav, pa ni to vzrok za slab začetek, daleč od tega. Zelo slab štart v prvenstvu, mislim, 4 porazi, pa 4 neodločeni izidi. Tudi v Evropi spet zelo blizu, pa hkrati nam spet ni uspel, bi rekel, ker srednjeevropskega velikana spraviti na kolena, pa smo zato imeli možnost in potem bom rekel nizu nekih slabših zadatov, enostavno sam niti fizično, niti psihično, niti enostavno bi rekel, da sem bil izkurjen, sem se odločil, da enostavno prepustim zadevo drugim. Želel sem si sicer, da bi se ta sistem dela, ki smo ga v teh 3 letih gradili, nadaljeval. Klub se je potem odločil za pot. Jaz pa enostavno sem si res zaželel, bi rekel, odmor, ker enostavno kot enkrat ni več za trening. Klub izrednem suportu, klub izjemnim sodelavcem. Enostavno bi rekel, prvič se mi je to zgodilo, da enostavno mi ni bilo več do nogometa in bom rekel, tudi posledično rezultati so šli v to smer, da enostavno druge rešitve, kot da si razidemo, ni bilo. Ko poslušam to zgodbo, kot smo spremljali, se zdi ravno to, da nisi imel pretirane želje, da greš stran. Klub ni želel, da greš stran, ne glede na slabši začetek sezone, pa je potem nogomet poskrbel za to, da ste se razšli v nekem momentu. Tekma z Mariborom, minimalen poraz na tekmi, ki bi jo verjetno, če še 10-krat igrate na enak način celo dobili in bi se zgodba verjetno v tistem momentu potem nadaljevala, dvomim, da bi po zmagi recimo z Mariborom potem odstopil. Se bi se najbrž tudi krivulja rezultatov v nekem momentu vsaj nekoliko izboljšala še po tvojo taktirko, ampak kot da je nogomet pokazal, to pač je zdaj trenutek, ko mora iti vsak svojo pot. Ja, drži, popolnoma drži. Jaz že nekako pred tekmo sem igralcem z Mariborom dejal, da enostavno ne zmorem več, da je res, da v primeru zmage lahko nadaljujemo, ampak bom pač si vzel odmor. Klubu so mi stali ob strani, absolutno. Ja, se strinjam, nogomet je pokazal, bi rekel, zobe ali pa dejansko novo življenje, kakorkoli obrnemo za mene. In ja, se strinjam, tekma 2 regularna zadetka, na koncu izgubiš 1-0, mislim, da že zelo dolgo Maribor ni bil tako nadigran v tistem obdobju in enostavno je bil čas za sicer zelo težak za vse strani, ampak če bi danes gledal s temi očmi, mislim, da je bila to, bi rekel, moja pravilna odločitev. Kdaj je prišel prvi klic za nek nov klub, še isti večer, kasneje? Ni nujno, da zdaj poveš, verjetno so to malo delikat zadeve, iz katere strani, ampak kdaj dejansko se je nekdo prvi spomnil, pa dvignil telefon in rekel, Simon, mi imamo prosto mesto. Moram reči, da enostavno sem za 14 dni popolnoma izklopil telefon. Enostavno sem, bi rekel, zabredel v stvari, ker ta, bom rekel, skurjenost, iztrošenost, tudi ogromno sem o tem prebral in nikomor tega ne bi privoščil, ne moreš spati, ne moreš dejansko jesti, ne funkcioniraš. Enostavno in sem praktično 14 dni potreboval samo spanec, samo mir, samo dejansko stran od ljudi. Eno tako zelo neprijetno stanje človeka, organizma. Zahvala vsem ljudem, ki so mi v tem obdobju pomagali, nekako se vrniti v neko čisto normalno življenje. Potem pa po 14 dneh je zelo hitro prišel en klic iz Poljske kot varianta kandidatov. Nisem bil sam kandidat, ampak sem že v štartu, bom rekel, vse zadeve zavrnil, ker enostavno takoj
nisem bil pripravljen, fizično niti ne bi zmogel. Potem pa zelo hitro v naslednjih praktično po 23 dneh je prišel klic Reke in potem smo se zelo hitro nekako dogovorili. Ni pa to bila novost, ne? Rekel ste, na nek način si že bil v kontaktu prej, še ko je bil Matjaž Kek, imel željo, da se jim pridružiš, tako da so oni imeli tebe na radarju, ti si verjetno že nek stik prej imel z njimi, jih spremljal malo bolj tudi prek Matjaža Keka, zdaj selektorja, verjetno dobil neke informacije. Ja, drži, v enem obdobju še iz Domžal, takrat sicer zelo uspešnem, sem dobil takrat klic današnjega selektorja oziroma bolj športnih direktorjev in predsednika v neki želji sodelovanja, se pravi sodelovanja z Matjažem v neki novi obliki. Tako da sem zelo detaljno spoznal klub, zelo detaljno spoznal ljudi, tudi oni mene, da so me nekako imeli na radarju. V tistem obdobju enostavno ideja še ni bila dovolj zrela, da bi do tega prišlo našega sodelovanja in od takrat praktično potem ni bilo več stikov, bi rekel, direktnih. Je pa res, da sem zadevo sigurno pobliže spremljal, kot je nekdo, nek klub želi, predvsem rezultatsko, več kot, bi rekel, samo po vsebini. In ja, pač, ko se je zgodila zadeva z Igorjem, so oni zelo hitro se obrnili name, filozofijo in vse stvari, strategijo sem nekako poznal, oni so poznali mene in praktično čez noč je bila zadeva na mizi in iz moje strani ni bilo takrat, bom rekel, dobenih pomislekov. Praktično edini pomislek je bil, da ne bi spet padel, bom rekel, nazaj v neko iztrošeno zelo hitro. Samo ta del je bil, vse ostalo je šlo za en zelo velik izziv. Ko govorimo o finalnih tekmah, je zmaga praktično eno in edino merilo, ne? Se pravi finale pokala ali pa neka tekma, ki odloča o prvenstvu ali pa v tekmah na izpad. Kako je v državnem prvenstvu? Če zmagaš z 1-0, pa vidiš, da ekipa ni igrala dobro, da niste dobro funkcionirali, mirno spiš ali pa obratno, ne? Če izgubiš z 1-0, pa vidiš, da je ekipa dobro funkcionirala, lažje spiš. Pa jaz moram reči, da tukaj na Hrvaškem je en zelo velik pritisk rezultata in tudi meni v sami trenerski karieri dala eno novo dimenzijo. Bi mogoče rekel, da še od Domžala sem včasih bil po kakšnem porazu in neki izjemni igri, spomnim se enega srečanja z Mariborom v Mariboru, kjer smo igrali eno fantastično tekmo, pa na koncu izgubili 1-0. Nekako je bilo meni kljub vsemu neko zadovoljstvo, da smo bili nekako na ravni in tako naprej. Moram pa reči, da tukaj na Hrvaškem sem se naučil neke nove dimenzije, kar se tiče samega rezultata, kar pomeni, da je rezultat navzven, če govorim edino merilo. V meni pa bi rekel tako, poraz vsak zelo, zelo boli. Po drugi strani pa zmaga, ki kakršnakoli je zmaga. Je pa res, da gledam večinoma stvari, ko analiziramo po vsebinski plati, ker želim, da ekipa ne samo, da zmaguje, ampak da se nekako igralci razvijajo, ker trenutna strategija našega kluba temelji na, se pravi, če govorimo o rezultatskem smislu, ohranjenja ali pa pričakovanja, se pravi, borbe za Evropo, nikakor ne, bi rekel, nož pod grlo in borba za prvaka ali pod prvaka ali kakorkoli že. Na drugi strani gre pa za razvoj, ker že klub v tem obdobju želi biti samo vzdržen, kar pomeni, da moramo s transferji in ali z igranjem v Evropi nekako sami sebi popolniti budžet in tu je, bi rekel, zdaj ta odgovor na to vprašanje, ali sem po zmagi 1-0 vedno vesel sigurno zmage, vsebine pa, če ni bila prava, pa sigurno ne. Kakšno zapuščino je pustil Matjaž Kek? Ti lahko to v bistvu oceniš na svoji koži direktno zdaj pri Reki, pa tudi Bišćan, ki je pri tem bil v Olimpiji, ampak predvsem me zanima seveda za slovenskega selektorja. Kako so te zaradi tega sprejeli? Verjamem, da je prvi vtis bil dober, da je vse skupaj na pozitivni noti, ampak najbrž tudi zaradi tega pričakovanja zelo visoka. Drži. Stopil, bom rekel, sem zelo velike čevlje po Matjažu, ki je tukaj pustil en izjemen pečat. Mogoče iz Slovenije, ko se gledaš mogoče malo z distance, nekako ne občutiš tega na svoji koži, kako zelo je bil priljubljen, predvsem pa kaj je on od samega začetka. Ljudje manj verjetno poznajo vso zgodovino Reke, od gradnje kampa, od vseh teh zadev. Se pravi, to ni naključje, da je danes tale terasa, pogled na vsa igrišča zrasla, zato ker je pač zrasla, ampak so zato
stali neki ljudje, ki so imeli projekte in so imeli točno vizijo, in Matjaž je definitivno eden izmed teh, ki je vso to zadevo spravil na tako visok nivo. Tako da, to je samo, bom rekel, en od segmentov, da dam primer, ki ga ljudje ne poznajo. Tako sem rekel, pustil je izjemen počat, naredil izjemen rezultat. Normalno je, da se po tolikih letih neke poti sploh v našem poslu razidejo, ampak še vedno je njegov, bi rekel, kult osebnosti tukaj zelo prepoznan. Igor je nadaljeval predvsem v rezultatskem smislu po meni zadevo, tako da tako se neko stopil so zelo velike čevlje z enim pozitivnim predznakom, glede na to, da si tujec v hrvaški ligi. Je pa res, da potem sam sebi krojiš usodo, se pravi, kako ekipa igra, kakšni so rezultati, in praktično se potem za nazaj zelo hitro pozablja. Je pa res, da se je pač v tem zadnjem obdobju spremenila, bi rekel, strategija, zmanjšal se finančni vložek ogromno napram ostalim klubom, in tako se v tem trenutku je bistvena stvar jasni cilji, kar pomeni biti v Evropi, v hrvaškem prvenstvu, se pravi si zagotoviti te kvalifikacije za Evropo, na drugi strani pa poskušati z transferi ali z nekimi underachieving rezultati dobiti dovolj financ, da se bo lahko klub sam vzdrževal. Kako lahko oceniš v bistvu to zanimanje hrvaške nogometne sfere za nogomet, glede na Slovenijo, tudi z navijaškega vidika? Kar nekaj klubov ima zelo konkretne baze navijačev. Rijeka je eden izmed njih, svojim tudi šopom, trening centrom. Več ljudi na tekmah je, kot je v Sloveniji. Kako so to folkloro gledaš z oči nekoga, ki zdaj dela na Hrvaškem? Ja, zelo dober rek je folklora, se pravi, enostavno je ta kultura do nogometa, kultura nasploh, do športa na Hrvaškem. Zdaj, težko se bo slišati na višjem nivoju. Rad bi nekako obrazložil te stvari. To pomeni, da enostavno, ko je tekma, pomeni, da to nekomu nekaj pomeni. Sigurno je več ljudi, normalno, kjer je več financ, nekako vse potegne za sabo. Je pa res, da so to nogometna mesta od Splita do Rijeke, do Osijeka, kjer večja količina ljudi živi za ta nogomet, se tedensko ogromno besed obrne glede tega, več si prepoznan, več je normalno pritiskov in pozitivnih in negativnih, se pravi več spodbude, pa po drugi strani več kritike. Enostavno je ta pripadnost, bi rekel, nogometu sigurno na višjem nivoju. Zdaj po vsebini ne bi ocenjeval ene ali druge lige. Je pa res, da tako se vse je dejansko povezano s financami in sigurno, bom rekel, prvi 3-4 klubi so na nivoju, če primerjamo nekako pol koraka, mogoče ali pa bom rekel v tem rangu Olimpije in Maribora, tako da vemo potem, kakšna je razlika navzdol. Gre za sam osebno sem pač tudi doživel največjo, bi rekel, pozitivno spremembo, tudi če je pritisk večji, je ta pač kultura ali pa folklora do športa, do nogometa na drugačnih osnovah. Nogomet ima domovinsko pravico na Hrvaškem, da je tako verjetno zapeljati zadevo. Zdaj, bil si zelo dober izvajalec 11 metrov, ko pravijo. Zdaj, kako zdaj določiš izvajalca 11 metrovke? Ali pa kako ga določiš skozi trenerske oči? V Celju se spomnim, bom rekel, sami začetku, kjer je bilo zelo natančno določeno, kdo izvaja, se pravi 11 metrov, pa če ni tega, kdo in tako naprej. Moram reči, da v Domžalah je bila ta zadeva zelo spontana, kajti Ibričić je praktično, mislim, da po analizi 17 metrov, ki imel pa 17, ki ti zadev. Tako da takrat nekako sploh nismo razmišljali o čem drugem, da bi določali, in enostavno sem to pot ubral tudi v Rijeki. To pomeni, da nimamo naprej določeno, se pravi, kar se tiče same tekme, kdo bo izvajalec, ampak enostavno pred tem zadevo igralcem, kateri se v določenem momentu najbolje počuti in kdo bo v določenem trenutku prevzel odgovornost. Vemo, kdo prevzema odgovornost, to so sigurno starejši, izkušenejši igralci ali, bom rekel, igralci. Ni zadeva, mogoče se sliši spontana, ampak gre za dejansko hierarhijo v ekipi, ki so si jo igralci sami izborili preko treningov, ampak da bi rekel pa samo za 11 metrov, da je točno določeno, bi rekel, v tem obdobju zaenkrat ni. Imeli smo sicer samo
eno in ta je bila uspešno realizirana, tako da v primeru neke negativne serije bi potem sigurno strategijo verjetno obrnil. Še drugače mogoče vprašanje. Nekdo, nad katerim je narejen prekršek za 11 metrov, ko ima pravico, ima odprte roke pri tebi, da izvede ta kazenski udarec, ali raje nekdo drug tudi malo vraževerja mogoče v tem? Tudi tu moram reči, da nisem vraževiren. Zaenkrat se mi to pravilo še ni obrnalo proti meni, razen v Celju. Mislim, da je takrat bil Verbič, kjer je bil prekršek, pa potem zastrelil 11 metrov. Zaenkrat, tako se v teh zadevah nočem razmišljati, ogromno dajem tudi na ta mentalni sklop, da kaj razmišljaš, to se potem tudi zgodi. In če bi pač imel to vraževerje v sebi, se pravi, da bi se mogoče bolj tresel, če bi ta igralec potem vzel žogo. Tako da zaenkrat mojih striktnih navodil, kar se tiče eksaktno streljanja na 11 metrov, v tem, bom rekel, v tem trenutku ni. Kateri igralci so bili mogoče najboljši, ki si jih imel možnost do zdaj trenirati? Bom rekel, in zdaj pri Reki in prej Domžale, Celje, koga lahko mogoče malo par njih izpostaviš? Mislim, da je bil zelo nepravičen, da bi šel v neke detalje. Je bilo ogromno različnih tipov igralcev, ogromno različnih pozicij. Vesel sem za vse, ki so dejansko šli na višji nivo in tam tudi nekako obstajajo. Je pa res, da pod črto, ko sem sam analiziral, v tem mislim, da smo že blizu številke 30, kaj je bila skupni imenovalec vseh teh igralcev, je pomeni, da vsi ti igralci so imeli v prvi vrsti radi nogomet. Se pravi, moja anekdota na to je, če bi danes enega od teh igralcev poklical in rekel, da danes igramo mali nogomet s prijatelji, on ne bi vkleval in bi prišel na nogomet. Ne bi nikoli rekel, jaz sem profesionalec, jaz tega ne bom naredil. Se pravi, to imamo v misli. Se pravi, imeli so radi nogomet. Druga stvar je, da so bili delavci. Se pravi, vsi so bili karakterno zelo močni in bi rekel delavci, se pravi, ena je talent, če govorimo o tem, pa ljubezen do nogometa, druga je delo in tretja stvar, ki je naredila, bi pa rekel, razliko, je bila pa delo. Kar pomeni, da oni so bili vse naredili, kar je bilo treba in še nekaj več. In vsi tisti, govorim zelo zanimivo vprašanje, ker smo praktično v tem umestnem obdobju karantene, sem naredil prav to statistiko in šel dejansko razmišljati, kje so skupni imenovalci in točno te 3 točke bi izpostavil. Se pravi, ena je ljubezen do nogometa, druga je delo in tretja je tista razlika, ko vsi nehajo delati, je on še nekaj naredil več. In vsi tisti igralci, ki jim je to uspel, so dejansko naredili transfer oziroma korak naprej v karieri. Koliko si dejansko vpet v neko družbeno življenje na Reki? Pogosto te imajo moč videti nekje, ne vem, na sprehodu ob obali, imaš kakšno priljubljeno restauracijo, bar, kaj pa vem, kino, karkoli? Ne, moram reči, da začetek je bil zelo težek, kar pomeni, da ko prehajaš nekako, glede na to, da še nisem imel predhodnih izkušenj, ogromno časa porabiš za nekako prilagajanje na okolje, prilagajanje na svojo ekipo, spoznavanje drugih ekip, spoznavanje drugih okolij in sem ogromno časa preživel na klubu, se pravi tukaj v kampu na Rojevici, praktično sem hodil domov z sodelavci samo spat in je res, da poznam, bom rekel, predele, tako ste rekel, kak sprehod ob obali, je pa res, da se raje sam osebno umaknem v tišino, nekako, da se osamim, če temu tako rečem, nisem, bom rekel, pristaš nekih, bom rekel, širših družb, širših debat, nekega pretiranega druženja v tem obdobju, tako da nekako se držim kluba, držim se svojega doma tukaj blizu Kantride, nekega, bi rekel, lastnega mira, kajti v tem, bi rekel, kar turbulentnem poslu mi je to, bom rekel, vdih, ki mi je manjko takrat, bi rekel, mogoče v Domžalah, da je prišlo do te izgorelosti in tako naprej. Enostavno sem bil dosegljiv vsem, tukaj mogoče sem se malce zaprl proti sebi oziroma več časa si vzamem zase za rekreacijo, za fitness, za tek v tem smislu, tako da skrbim tudi ta del, ki je mogoče takrat bil preveč zapuščen in potem, tako ste rekel, ali te opozori nogomet, ali te pa opozori lastno telo, tako da si tega res ne bi več želel. Ena šola več in kot razumem tudi ta izolacija, samoizolacija ne bo šla kar takole mimo, ne, ampak se bo iz tega potegnilo res veliko, kar se le da prvič na igrišče in drugič tudi za vse te stvari, za katere bržkone v času neke sezone niti ne bi bilo časa. Ja, drži, popolnoma drži.
za mene osebno en totalni reset v določenem obdobju in po drugi strani ali analize, ali nove ideje, kakorkoli obrnemo, ki jih med neko normalno redno sezono ni in že potem po sezoni takoj spet priprave na novo sezono in dejansko brez, pa ne pauze, ampak tako kot sem omenil, širšega razmišljanja, nekega širšega pogovora, predvsem mirnega pogovora, hkrati delanje lastne knjižnice, urejanje, enostavno, da imaš potem stvari, bi rekel, vse na svojem mestu, da lahko pregledaš, v miru se usedeš, nadihaš brez, bi rekel, nekih raznih pritiskov. In ja, zelo, bi rekel, za mene osebno zelo prijetno obdobje, če ne govorimo v širšem konsenzu zdravja in tako naprej, ogroženosti ljudi, umrljivosti, ne govorimo o tem kontekstu. Ja, absolutno. Simon Rožman, kaj naj rečem za konec? Čaka vas po vsej verjetnosti, če se bo sezona nadaljevala, eno zelo zgoščeno obdobje tekem, kjer se bo v kratkem obdobju odločilo o tem, ali boste na koncu zadržali to drugo pozicijo, ki jo imate zdaj. Prva se zdi, da je vendarle nekoliko že malce pobegala, z večjim številom prednosti vodi namreč zagrebški klub, ampak tale druga pozicija je odprta, trenutno jo imate v svojih rokah, če se ne motim 2 točki prednosti pred najbližjimi zasledovalci in se zdi, da bo borba tukaj zelo, zelo huda v juniju in morda še začetku meseca julija. Tako da želim vse dobro v tistem obdobju. Absolutno, kot sva že nekajkrat omenila, čim več dobrih partij, tekem, trenutkov, ne nazadnje na Rujevici in pri Rijeki, veliko zdravja in da bo to obdobje minilo uspešno na koncu tudi iz vidika samega trenerja. Hvala tudi vam in lep pozdrav Slovenija. Hvala, čau.